Tisto, kar bi jaz izpostavil nekako iz tega svojega prispevka, ki je objavljen, se navezuje dejansko na to, kar je govoril gospod Adam, na problem komunikacije. Ena od trditev, ki jo postavim, je, da mislim, da se nahajamo v situaciji, ko bi bil potreben zelo temeljni razmislek o našem sožitju v tej državi. Tudi sam se tu potem sklicujem na Habermasa in na njegovo teorijo komunikativnosti in tam so postavljeni 4 kriteriji: razumljiva govorica, resnicoljubnost, odprtost za resnično in primerna komunikacija družabnih odnosov in pošteno izražanje lastnih ozirov in občutkov. Jaz mislim, da v slovenski družbi trenutno nič od tega ne deluje in da nobeden od teh kriterijev ni izpolnjen. In ker je seveda temu tako, zato smo vedno bolj razglašeni in se seveda postavlja vrsto, bom rekel, zelo temeljnih vprašanj. Jaz v tem prispevku tudi grem seveda nazaj v zgodovino, ker mislim, da brez zgodovinske refleksije ne bomo nikoli naredili koraka naprej. In sicer eden od podnaslovov, ki sem ga opredelil, glasi: zakaj Osvobodilna fronta in osamosvojitev Slovenije nimata nič skupnega. Ta razmislek o tej naši preteklosti je razmislek o legitimnosti in legalnosti in je razmislek o pravni državi. Kaj se dogaja s pravno državo, smo vedno znova priče. Zadnji poizkus spreminjanja ustave je samo eden izmed vrsto poizkusov, kako se skuša z neko staro, drugačno pravno filozofijo, če sploh lahko rečemo, da je to pravna filozofija, urejati skupne stvari. In po moji oceni imamo seveda tu enega izmed temeljnih problemov, ki je po eni strani vrednostne narave, po drugi strani je pa seveda tudi globoko pravne narave. Namreč mi smo dejansko dediči nekega pravnega reda, če ga tako sploh lahko imenujemo, ki ni bil legitimen, ker nikoli ni dobil v nobeni obliki soglasja, večinskega soglasja prebivalcev Slovenije. To se je zgodilo potem samo na plebiscitu. In zato je seveda plebiscitarna odločitev po mojem edini možni temelj, na katerem je mogoče izhajati v naši sedanji situaciji tudi na ravni legalnosti. Vendar filozofija prava, kakršna se izraža skozi konkretne procese, afere in poizkuse spreminjanja ustave, nas lahko utrjuje samo v tem, da seveda gre za spopad dveh različnih pravnih filozofij. In lahko rečemo, da hvala Bogu v zadnjem trenutku je že večkrat odločilno vlogo odigrala tista pravna filozofija, ki ne izhaja iz revolucionarne dediščine prava, ampak ki izhaja iz plebiscitarne dediščine prava. In mislim, da je razmislek o teh dveh različnih konceptih pravnega reda in s tem pravne države eden izmed ključnih problemov, ki se odraža tudi pri vprašanju kontinuitete in diskontinuitete. In tudi okrog tega vemo, da so naši pogledi lahko zelo različni in da smo priče pravzaprav na vseh nivojih. Gospod Možina je pravkar govoril o podsistemu medicine. Se tu ni drugega problema, kot problem je v tem, da se kontinuiteta nadaljuje, ko bi morala biti diskontinuiteta.
in da, da imate pač na področju medicine iste probleme, kot jih imamo na področju šolstva ali kot jih imamo na katerem drugem koli podsistemu, kjer se dejansko ta dva koncepta med sabo mešata in sta v permanentnem boju moči in oblasti. Ampak če bomo te stvari reševali samo iz pozicije politične oblasti in moči, jih nikoli ne bomo rešili. Mi bi morali vendarle priti do tega, da temelje našega skupnega bivanja v tej državi utemeljimo na način in na predpostavkah, ki bodo vzdržale in ki ne bodo permanentno provocirale in kontinuirale konflikte, ki so dejansko brezplodni in ki nam jemljejo ogromno energije in ogromno moči, zato da ne moremo priti do dobrih in kvalitetnih rešitev za prihodnost. Tako da tu se mi zdi nekako eden izmed takih, rekel, jedrnih problemov, ki ga sam vidim. Če pogledamo recimo tudi sam nivo diskurza, javnega diskurza, ne, mi pravzaprav nekega resnega, argumentiranega, umirjenega, poglobljenega javnega diskurza sploh več nimamo. To, kar gre preko sodobnih medijev in tudi preko recimo Facebooka in Twitterja in tako naprej, to je bolj provokativni diskurs, kakor pa kakršenkoli poglobljeni diskurs. Ta bolj draži in izziva, kakor pa poglablja in rešuje. In večina se zdaj nekako k temu tudi zateka in to se mi zdi tako dokaj nevaren pojav, ne, ki bi se ga tudi politika morala zavedati in bi se morala 10-krat prej vprašati, predno ga uporabi, na kakšen način, zakaj in kako ga uporablja. Tako da ta komunikacijski problem ima verjetno v naši slovenski zgodovini tudi dolgo brado, zato ker mi nimamo tradicije demokratičnega, odprtega, transparentnega, iskrenega, poštenega dialoga. Mi imamo tradicijo avtokratske družbe in imamo tradicijo revolucionarne družbe. Niti prva, niti druga nikoli ni spoštovala pravil nekega odprtega, poštenega, transparentnega dialoga. In zato, ker tudi nimamo te tradicije, zato imamo toliko več težav na tej komunikacijski ravni. Zdaj, tu bi morda malo naredil en korak naprej. Gospod Adam je prej rekel, da pravzaprav nimamo nobene moči vplivanja. Jaz si postavljam vprašanje, kaj se je zgodilo tudi z intelektualno elito v Sloveniji, da nima volje večje za moč vplivanja. Če bi pred 25, 26, 27 leti krog Nove revije bil tako, bom rekel, dokaj skeptičen na svoj učinek komunikacijski, potem ne vem, če bi se kaj zgodilo. Jaz mislim, da mi bi morali vendarle zbrati več te moči, volje in poguma, da se angažma iz čistega nekega intelektualnega diskurza tudi prelevi in preteče in pretoči v akcijo, v delovanje, v zahteve, v pritiske, v vse tisto, kar je možno uporabiti po demokratični poti, da se vendarle stvari v Sloveniji začnejo razvijati v tisti smeri, za katero sem trdno prepričan, da se je večina od nas odločala pred več kot 25 leti. Hvala lepa. Jože Vižintin. Lep večer vsem. Hvala za povabilo. Sem posebno počaščen, ker spadam
med tehnike in danes je družba zbrana popolnoma iz drugačnih profilov. Vendar glede na to, da zdaj že tretjič ali četrtič sodelujem v teh razpravah, vidim, da pravzaprav tehnika in tehnologija in družboslovje in humanistika pravzaprav se prepletajo in imajo en skupni cilj. Boljša država, boljši razvoj in bolj zadovoljno ljudstvo. Zato jaz mislim, da so take razprave potrebne in jaz mislim, da bo potrebno v bližnji prihodnosti več tehničnega kadra in tudi drugega kadra vključiti v ta tok razprave. V mojem prispevku sem se jaz predvsem osredotočil na tehnični del. Namreč tehniki ne znamo drugače kot s številkami in mi brez številk težko karkoli povemo oziroma tudi naredimo. Zato mi na Inženirski akademiji že par let redno spremljamo uresničevanje resolucije, ki si jo je Državni zbor sprejel leta od 11 do 20 za področje raziskav in inovacij. To spremljamo ne samo z analizami znotraj države, ampak predvsem kako Slovenija se odraža za svojim delom na tem področju v mednarodnih krogih. No in zato smo tudi spremljali te stvari, ki jih OECD pa Svetovna banka karakterizira za oceno posameznega razvoja države. In sicer to so 3 kategorije: inovativnost, kreativnost in pa demokratičnost. Kreativnost se potem loči še na tehnologijo in tako naprej, vendar to ni toliko pomembno za zdaj. In če zdaj pogledamo te rezultate, kaj ugotovimo? Ugotovimo, da je Slovenija izredno dobra v neposrednem bogatenju človeškega potenciala in sposobnosti. Imamo izreden potencial, izredno široko izobražen potencial. Če se vežem na gospo Podmenik v tem prispevku, je še celo to, da imamo suficitarne, preveč nekaterega kadra na trgu, predvsem družboslovcev, ampak kakor vidim, da tudi tehnični kader pravzaprav je kar na drugem mestu glede na brezposelnost. Kar me pravzaprav preseneča, ker naše tovarne pravzaprav so pa vse podhranjene glede tehnike. Vendar, glejte, toliko imamo kadrov, da na tem segmentu življenja je Slovenija 25. med 188 državami sveta. Torej, izredno. Po drugi strani pa, kar se spet v tem članku nanaša od gospe Podmenik, je, da pravzaprav nam pada število študentov, ustanavljamo pa vedno nove univerze. Zdaj sta spet 2 na vidiku, kar pravzaprav je en paradoks. Ampak ta paradoks se mi zdi, da izhaja iz nekaterih drugih poglavij, tudi tisto, kar je kolega Zupan rekel. Poglejte, naši inštituti so tudi ustanovili podiplomske šole. Zakaj se je to moglo zgoditi? To predvsem zato, ker nismo bili na univerzah odprti za komunikacijo in pa za pretok kadra. Torej, ta kader, ki je na inštitutih in tudi v posameznih tovarnah, se ni mogel pretočiti na univerzo in z univerze se ni mogel kader pretočiti na inštitute. Zato danes ustanavlja vsak svojo univerzo, vsak svojo podiplomsko šolo in se to kar množi. Jaz mislim, da je to glede na potrebe slovenske države malo pretirano. Glejte, v kontekstu uspešnosti pa Slovenija med 132 državami kotira na 25. mesto. Torej smo izredno uspešni, kar je spet po svoje naslednji paradoks. In če gledate danes slovensko tehnološko področje, to se pravi našo industrijo, vidite, da izredno povečuje BDP, povečuje prihodke, povečuje vse to, vendar, ko pa greš analizo narediti teh prihodkov, vidiš, da pravzaprav prihodki res rastejo, ampak rastejo tudi stroški.
in ostaja zelo malo denarja za sam razvoj. Oziroma skoraj nič denarja za sam razvoj. Kar pomeni, da če bo jutri v globalnem smislu kriza nastala, jo bo Slovenija prva občutila. In bo prva pravzaprav padla za par stopnic dol, kar pravzaprav bo lahko povzročilo hude težave. Zato, vidite, je Slovenija glede inovativnosti zelo slaba na vseh področjih dela, ne samo na tehniki. Tudi na drugih področjih je inovativnost izredno podhranjena. A ne? To se pravi, da bi mi morali pojačati ta inovativni del. Vendar, poglejte, če pogledate pa analizo te resolucije, ki smo jo mi sprejeli, pa ugotovite, da se resolucija sploh ne uresničuje. Vsi pozabljamo, mi resolucijo sprejmemo, kar naenkrat potem pa vsi pozabimo, da imamo resolucijo in tudi razprava zdaj o novem zakonu o raziskovalni dejavnosti, pravzaprav lahko ugotoviš, da ta zakon sploh ne upošteva tega več, kot da jo ni. A ne, popolnoma neke nove ideje, novi sistemi, vse nekaj novega. In se strinjam s kolegom Zupanom, ko pravi v svojem prispevku, pa tudi danes je to rekel, mi nimamo vodij, mi nimamo koordinatorjev, ki bi izvajali določene strateške načrte, reformirali in gradili posamezne sisteme in jih spremljali in seveda za njimi tudi stali. Zato vedno na novo ustanavljamo nekaj novega, ker mislimo, da bomo s tem, ko smo nekaj novega naredili, pač preskočili določeno stvar. Žal se ne da nič preskočiti. In če sam pogledate primer, mi smo takoj po resoluciji sprejeli tele excellent centre pa kompetenčne centre, čez 3 leta je vse skupaj zamrlo. Da imamo pametno specializacijo, spet jo naša vlada ne upošteva. Podjetja se zdaj borijo, da bi pametno specializacijo le zadržali, ker je smatrana kot neka osnova za nadaljni razvoj, vendar ta država preprosto že počasi pojenja in si misli, sej pravzaprav bomo nekaj novega naredili. Potem, kot sem rekel, premajhen pretok strokovnjakov je prav zaradi tega prišlo do tega, da se ustanavljajo in širijo pravzaprav te pedagoške inštitucije. Drugo, kar je v naših šolah od vrtca naprej, je premalo kreativnosti, premalo inovativnosti. Veliko se učimo in premalo pravzaprav razmišljamo o tem, kaj se učimo. Količinsko smo zelo dobri in bolonjska deklaracija, ki smo jo sprejeli pedagoška, je to točno pokazala, razširili smo neskončnih predmetov, ampak pri vseh teh predmetih pa vsebina zaostaja. Ne upoštevamo ta problem, čeprav je kreativnost kot taka kreativna gonilna sila vsakega razvoja in vsake države. Kot sem prej rekel, podjetjem kljub vsemu, da toliko delajo in moram reči, da zelo uspešno delajo, primanjkuje sredstev za sam razvoj. Zato je naše prizadevanje, tudi iz analiz to kaže, prizadevanje, da bi morali raziskovalni denar drugače prerazporediti. Tudi kolega Zupan v svojem prispevku navaja noter, da pravzaprav niti NAKVIS, niti ARRS ne odigrata, ne ena, ne druga agencija ne odigrata svoje vloge. Namreč, kolikor sem jaz deloval v okviru ARRS-ja, je tisto, kar je noter napisano, točno drži. Vsak pravzaprav misli, da mora raziskovati tisto, kar on misli, da je prav. Ne tisto, kar pravzaprav država ali pa nekdo potrebuje, ampak kar je prav. In še eno stvar je, da inovacijski sistem ali pa kjerikoli sistem, če gledamo iz tehničnega vidika, mi bi morali graditi sistem, ki odgovarja Sloveniji, ne sistem, ki odgovarja Nemčiji ali pa Ameriki. Namreč mi imamo, noter v mojem prispevku je, mi imamo večina podjetij je pri nas majhnih do 10 ljudi. In ti ne moreš zdaj pričakovati, da bo ta podjetje investiral v neke temeljne raziskovalne projekte, ker nima preprosto nobenega denarja. To se pravi, mi moramo narediti sistem, ki bo odgovarjal tem ljudem.
da bojo ti ljudje pravzaprav začutili, da jih ta sistem in ta država potrebuje in jih pravzaprav koristno poskuša tudi uporabiti. No, da ne bom predolg, predvsem, kar nam iz teh raziskav sledi, je to, da bi se morali enkrat ustaviti, premisliti strategijo, premisliti razvojne koncepte in se jih potem teh tudi strogo držati. Jaz ne rečem, da jih ni treba spreminjati, jih ni treba dopolnjevati, ne pa v temelju spreminjati. Hvala za poslušanje.